Lepo pozdravljeni na eni izmed treh okroglih miz, ki jih pripravljamo letos pri e-maturi in v sklopu katerih bomo zelo natančno predelali letošnji maturitetni čtivi, torej Jančarjev roman z naslovom In ljubezen tudi in pa Kocbekovo zbirko novel Strah in pogum. Danes se bomo skupaj z Zalo in Emo iz gimnazije Šiška posvetile predvsem primerjavi med tema dvema deloma. Torej, pregledale bomo neke motive, ki se pojavljajo v obeh delih, poiskale skupne teme in pa seveda tudi opozorile na neke najbolj očitne razlike. Zdaj, ta okrogla miza bo potekala skozi diskusijo, to se pravi po enakem principu kot tudi potem maturitetni esej. Ni napačnih odgovorov, ampak so samo tisti, ki niso dovolj podprti. No, pa bi zdaj kar vaju povabila, da mogoče za začetek, za uvod povesta, kakšno je vajino mnenje glede letošnjega maturitetnega sklopa. A sta uživali med branjem, a se vam mogoče zdi, da je maturitetna komisija izbrala deli, ki sta blizu večini slovenskih maturantov? Ja, meni se zdi, meni sta bili obe dve knjigi dosti všeč. Tako na splošno mi je v bistvu ta tematika vojne tako dosti zanimiva in s tem branjem sem nekako tudi bolj videla to notranje dogajanje v posameznikih, ker se mi zdi, da večinoma je bilo tako predstavljeno vedno nekako ta zunanjost vojne, torej te fronte, kaj se je dogajalo. Tukaj pa v bistvu smo tudi lahko videli tudi to, te notranje boje in v bistvu tako to duševno dogajanje, ki je bilo meni zelo zanimivo v bistvu. Tako. Okay. Meni je bilo v bistvu tudi so mi bile zelo zanimive knjige. Se mi zdi, da je tudi fajn, da mladi malo spoznamo, kako je bilo dejansko v tistih časih, da dobimo neko predstavo. Na splošno bi rekla, da sem uživala med branjem, sicer mi je bil Kocbek mogoče v prvi noveli malo tak nerazumljiv, ker ne dobiš točno občutka, kdo kaj pripoveduje, ampak tako, predvsem, da se tudi mlade oziroma pač maturante v tem primeru seznanimo z vojno in okoliščinami, pa to, da je pa blizu večini maturantov, pa mogoče ne bi rekla glih iz tega razloga, ker nismo živeli pač v teh časih in nimamo realne predstave, kako je bilo to takrat. Pa se vam zdi, da sta ti dve deli aktualni, glede na čas, v katerem živimo danes, pa če se navežem zdaj še na tematski sklop, torej človek na razpotjih časa, a bi rekli, da mogoče danes tudi živimo na nekem takem razpotju, glede na vse vojne, ki se dogajajo po svetu? Ja, pač meni se zdi, da sigurno ja, tudi zdaj ta vojna v Ukrajini, ki se dogaja, je v bistvu zelo aktualna. In v bistvu se mi zdi, da nekako te razpotje časa so v bistvu tako nekako to vojno dogajanje, pol med vojno, po vojni, ker recimo tudi v teh novelah smo lahko v bistvu ugotovili, da tudi ko se je vojna dejansko končala, je še vedno ostalo to v bistvu vzdušje pri posameznikih, nekako še vedno so imeli neke travme, spomine na to in pač se mi zdi, da tudi pač dan danes pa itak seveda te vojne, ki se dogajajo, ljudje so že malo prestrašeni, kaj se bo v bistvu zgodilo v prihodnosti. Tako da v bistvu se mi zdi, da je dosti povezano. V bistvu letos je tudi 80-letnica konca druge svetovne vojne, tako da se mi zdi, da je tudi malo s tem povezano vse skupaj. Ampak definitivno, tako kot je že Zala povedala, vse to vojna v Ukrajini se dogaja že kar par let. Zdaj se je začela tudi vojna v Palestini in se mi zdi, da v bistvu je nekako vse skupaj malo povezan. Tako s temi trenutnimi dogajanji, predvsem s tem. Pa meni je tako v bistvu najhujše, ko pomislim, pač posamezniki, človek se v bistvu zaveda, kakšne posledice so bile vseh teh vojenj, prve in druge svetovne vojne, in kljub temu še vedno nekako posega v to, da je možnost še nadaljnjih vojenj, ker je pač zelo težko tudi v bistvu za razumeti. Točno to. Pa literatura je tudi eden od načinov, kako se mogoče naučimo gledati na neke stvari skozi oči nekoga drugega, tako da mogoče bi lahko rekli, da se skozi te dve deli o vojni tudi nekako učimo empatije.
No, zdaj bi pa jaz prešla kar na neko tako prvo temo, ki je zelo očitno skupna obema deloma, to je zgodovina. In sicer v obeh delih je predvsem izpostavljena ta vpliv zgodovine na posameznika in pa kakšen je človek kot torej posameznik in pa kot ustvarjalec zgodovine. Zdaj, a bi mogoče vidve rekli, da je zgodovina v Jančarjevem romanu glavna protagonistka. Zdaj, to je namreč ena taka besedna zveza, ki se zelo pogosto pojavlja v nekih spremnih študijah pa kritikah glede tega Jančarjevega romana. In pa potem, če bi to še malo primerjali z temi Kozlekovimi novelami. In pa predvsem me zanima tudi to, do kolikšne mere lahko junaki v teh dveh delih vplivajo na svojo usodo, a ne? A so oni res samo neke žrtve v kolesju zgodovine, ali bi rekli, da mogoče pa vendarle ne, a ne, toliko, da vseeno imajo nek nadzor nad lastno usodo. Meni se zdi, da v bistvu zgodovina je sigurno bila v bistvu glavna protagonistka v teh dveh, pač če se nekako na teh dveh, torej romanu pa novelah. Ker v bistvu, se mi zdi, da so bili posamezniki v bistvu zelo odvisni da so bili v bistvu kot to neko kolesje zgodovine. Namreč njihova dejanja v tistem obdobju niso bila to, kar so v bistvu oni hoteli delati, recimo, ne vem, niso mogli normalno živeti, bili so v bistvu prisiljeni, recimo, mogli so ali to partizane, lahko so se skrivali, ne vem, tudi recimo Sonja ni imela svoje svobodne izbire, ko je v bistvu mogla iti potem kot prostitutka, a ne. In v bistvu na splošno se mi zdi, da so bili zelo podvrženi tej zgodovini in niso imeli neke svobodnega odločanja. Tako da sigurno je zgodovina zelo pomembna glede na to temo, Bi rekla, da v bistvu, da se strinjam zaradi tega, ker pač vsi ti zgodovinski dogodki, ki so si sledili, ne, se pravi te vojne, in te izredne okoliščine definitivno vplivajo na dogajanje in pač vedenje in tako na splošno na razmere v družbi, a ne, in pač vedenje pa posameznikov. Recimo, ne vem, če vzamem tukaj zdaj mi školnika, ne, on vprašanje, če se pač ta vojna ne bi zgodila, ne, a bi se on preimenoval v Ludvika in če bi dejansko delal kot en oficir in da bi bil toliko zmanipuliran do te mere, no, da je pač počel take stvari. Pa tudi, ko recimo Damjan, a ne, on je v bistvu bil prisiljen ubiti, torej pač Štefana, ker v bistvu je za njega, on si v bistvu, ko je izvedel, da bo to mogel narediti, se je v bistvu bilo zelo težko to sprejeti, tudi hotel se je v bistvu pripravljen biti storiti karkoli drugega, da ne bi mu bilo treba biti človeka, a ne. In v bistvu ljudje v vojni, se mi zdi, da so bili zelo nekako pod v bistvu prisilo, da so mogli delati stvari, ki jih sicer ne bi delali, kot če vojne ne bi bilo, a ne. In to jim je v bistvu jih lahko tudi zelo zaznamovalo za njihovo prihodnost. Tako tudi na splošno pol niso mogli nekako živeti normalno, kakor bi, če vojne ne bi bilo. In je zelo vplivalo to na njih, se mi zdi, da. Okej, zdaj sta zelo fino izpostavili tri različne like, ki lahko na njih gledamo z različnih vidikov. A ne, zdaj Sonja pa Damjan, jaz bi njiju označila predvsem za neki žrtvi zgodovine, predvsem Sonja, ne, ona res je sicer sama si nekako skovala usodo s tem, ko je pač pristopila do Ludviga, ne, ampak ona takrat še ni vedela, kaj jo čaka. In enako Damjan, pač on je bil res nekako prisiljen v to dejansko, verjetno, če bi se uprl, ne bi likvidirali tudi njega. Kaj pa Ludvik? Ludvik je tak zelo zanimiv lik zaradi tega, ker vsaj na začetku romana ne bi težko rekli, da je žrtev, ker je vendarle na nekem vodilnem položaju in je on v bistvu tisti, ki odloča, kaj se bo zgodilo z usodami mnogih nedolžnih. No, verjetno niso bili vsi nedolžni, ampak vseeno. Zdaj mogoče eno malo provokativno vprašanje, ki se navezuje na to njegovo krivdo. A bi lahko rekli, da so te skrajni negativci mogoče malo manj krivi zaradi teh vojnih okoliščin, a ne? Zdaj, pač, a bi lahko nekako trdili, da je Ludviga v to, kar je počel,
res prisilila samo vojna, ali je imel mogoče vseeno neko izbiro, da je pač izbral stran, v tem primeru je postal SS-ovski oficir, a ne? Ja, 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 jaz bi tukaj rekla, da v bistvu on je bil do neke mere pač zmanipuliran s to idejo te velike Nemčije in s temi pač Hitlerjevimi idejami, kakršne so bile. Ampak se mi pa zdi, da bi vseeno lahko, no, pač vseeno se je on zavestno odločil, da ja, da bo oficir, da ja, da bo, on je zavestno podpisoval, da bojo pač koga bojo dali pred strelski vod, koga bojo zaprli, koga bojo pretepali in tako. In se mi zdi, da pač do neke mere definitivno ja, pač nimaš izbire, ampak po drugi strani se pa ti vseeno zavestno odločaš, tako da pač v njegovem primeru se mi zdi, da on da ne more biti nič manj slab oziroma nič manj kriv ali pa neodgovoren za svoja dejanja. Tako. ja, jaz se tudi strinjam s tem, ja. Ja, za Ludviga bi jaz kar rekla, da je začel izkoriščati svoj položaj, da je užival v tem, da ima moč, in da so pač življenja mnogih dejansko odvisna od njega, ne. Je pa mogoče zanimivo, lahko še malo komentiramo potem, kako je Ludvik končal, a ne. Potem se je pač vojna prevesila na drugo stran in je na koncu bi lahko rekli, ne, da je bil potem tudi on žrtev zgodovine, potem, ko ga je Katica našla, ne, v kleti. Ja, sigurno, ja, ne. V bistvu on se mi zdi, da je tako na začetku romana v bistvu imel neko tako vodilno vlogo, vse je bilo nekako po njegovo, proti koncu je pa ja, v bistvu postal on žrtev nečesa, on je postal v bistvu tam skrit v uni kleti, v bistvu bil odvisen od pomoči Katice in tako je v bistvu, ko je nekako zapustil tisto hišo, ko je mogel, a ne, ja, je bil pač v bistvu potem tudi ubit, a ne, ker nima več te moči, postal je žrtev dejansko. Ja, samo v njegovem primeru je bilo to malo upravičeno. Mislim, do nobenega ni upravičeno, da umre tako na tak način, ne? Ampak vseeno to lahko razumemo kot neko karmo oziroma pač kot neko maščevanje zgodovine pa okoliščin, glede na to, kaj vse je on drugim naredil, še posebej to, kaj je pač Sonjo poslal v taborišče, še posebej pa tako na tako delo, no. Ja, lahko bi res to razumeli kot neko kazen zgodovine, to si dobro rekla. Okej, zdaj pa mogoče še eno besedo na kratko o Damjanu. To se pravi, Gaber in Čekan v tej noveli, torej Blažena krivda, trdno zagovarjata to neko idejo, da namen opravičuje sredstva, ne. To se pravi, da bojo žrtvovali enega posameznika za dobro večine. A se vama mogoče zdi, da je to nekaj, kar pride še bolj do izraza v teh zgodovinskih okoliščinah, ne, torej v vojne? Pa mogoče še čisto ena kratka aktualizacija, kako pa na to gledata z vidika današnjega človeka zdaj? A lahko to sprejmete kot nekaj, kar je bilo pač treba storiti, ali vseeno smo lahko malo bolj kritični do tega? Ja, pač meni se zdi v bistvu, da tako, ko je bilo torej, ja, da v bistvu raje žrtvujejo enega, a ne, da v bistvu s tem rešijo recimo pač celo njihovo četo, se mi zdi dosti nekako pravilno razmišljanje. Takrat so v bistvu bili odvisni od pač tega, kar se je dogajalo, ne, torej v zgodovini, mislim, v vojni in ja, sigurno so mogli biti pazljivi, tudi v tem primeru tej Blaženi krivdi sta prej v bistvu bila že dva izdajalca in so se seveda mogli obvarovati še pred nekom, ker je bila četa tudi dosti izmučena. V bistvu njim je bilo težje sprejeti izdajstvo, kakor pa v bistvu nekako to smrt. Njim je bilo zelo težko sprejeti, da so v bistvu njihovi prijatelji, takrat v bistvu pač partizani z njimi, ko so pol izvedeli, da so v bistvu oni bili izdajalci, jim je bilo to zelo težko sprejeti, a ne. Ja, glede danes pa se mi v bistvu zdi, da se ne gre več toliko nekako pogovarjanja o teh žrtvah, da bi ne vem kdo, ni tako resno vse skupaj, se mi zdi. Takrat je bilo dejansko, se je šlo za pač umor nekoga, a ne, pač da ga v bistvu likvidirajo. Ja, to bi pa nekako lahko tudi še povezali glede v bistvu tudi Borbena, a ne. Borben je tudi v bistvu pravil, da raje v bistvu žrtvujejo enega, pa da v bistvu ostanejo pol tisti ta pravi, a ne, tudi če jih je samo 10 praktično. Ja, čeprav Borben je to potem še
res v en ekstrem popeljal, a ne, to se pravi, pri njemu je šlo v tem za neko paranoično iskanje vohunov, čeprav ni imel zares nekih dokazov, da so bili v četi, a ne, ampak je pač samo se bližal konec vojne. Ema, bi ti še kaj dodala tukaj? Ne, mislim, naš dodati sam je pač tako, da se strinjam načeloma z vsem tem, kar je Zala rekla, še posebej to, da, ja, da takrat so mogli biti res pazljivi in res so mogli pač poskrbeti za svojo četo, za svoj bataljon in v bistvu pač v končni fazi tudi sami zase. To, kar je pa za danes, se mi pa zdi, da itak noben več ne pomisli, ne vem, na neke izdaje in da zdaj zaradi tega, ker te je pa nekdo nekaj takega naredil, ga boš pa kar ubil, a ne, tako pač se mi zdi, da je to že toliko zastarelo in da noben dejansko ne gre več v take skrajnosti. Ok, no, potem se bomo pa premaknili k naslednji temi, ki je sicer tudi povezana z zgodovino in pa z vojno, in sicer tu je partizanstvo in pa narodno-osvobodilni boj na Slovenskem. Namreč tako Jančar kot tudi Kocbek tega partizanskega življenja in pa narodno-osvobodilnega boja ne prikazujeta heroizirano in pa ga ne idealizirata, zaradi česar je tudi zbirka novel sprožila en velik val ogorčenja, ne, in Kocbek bo potem tudi prinesla kar precej trpljenja. No, pa me zdaj zanima, kakšen se vam zdi prikaz partizanskega življenja v obeh delih? A bi rekli, da je kateri od avtorjev bolj prepričljiv? Ja, sigurno se meni zdi v bistvu bolj prepričljiv Kocbek, ker je v bistvu on tudi nekako živel v teh razmerah, ko so v bistvu je bila vojna. Je nekako v bistvu to opisoval, ker je on že nekako doživel to, bil je tudi v bistvu član tega partizanov, za razliko, ja, ko pač v bistvu Jančar pa je to v bistvu pisal za nazaj iz nekako podatkov, ko jih je kasneje izvedel v vojni. Ja, ni toliko dejansko vživeto, vsaj meni se je tako zdelo, no. Ja, na splošno prikaz vsega tega pač tega partizanskega življenja se mi je zdel posebej pri Kocbeku, no, zaradi tega, ker je on pač živel v teh časih in je bil dejansko pač eden izmed njih, se mi je zdel tako kar tako nazoren, pa je tako iz veliko različnih pogledov. Ker pri Jančarju je dejansko ta del oziroma pač to partizanstvo je v bistvu opisano samo takrat, ko se Valentin vrača na Pohorje med partizane. Ampak ja, je pa definitivno je pa Kocbek tukaj bolj prepričljiv tudi tako s tem okoljem in opisom dejanskim vsega tega. Pa a se vam zdita ti dve deli dober vir informacij za recimo o partizanstvu pa o narodno-osvobodilnem boju na Slovenskem, ali bi mogoče vseeno nekomu, ki ne ve ničesar o tem, svetovali, da naj bo malo previden, ko to bere? Ja, pač meni se zdi, da so v bistvu v teh delih večinoma opisani bolj to notranje dogajanje posameznika, ni toliko v bistvu tega dejanskega dogajanja v okolju, sicer je seveda, a ne, ampak ni toliko zelo, tako da če v bistvu bralec ni bil že nekako prej vsaj vedel, o čem se bo šlo, oziroma kakšno v bistvu vedel tega zgodovinskega ozadja, mu je sigurno bilo malo težje brati, no, vsaj meni se tako zdi. Ja, pa se mi zdi, da tudi tako so pokazane v bistvu take neke zelo določene situacije, pa v bistvu še vedno je to zgodba, ne, še vedno je to pač proza in ni to nek zdaj zgodovinski učbenik, ali kako bi temu rekli, ne. Ampak ja, definitivno je fajn, da vsaj nekaj ozadja veš, no, da se pol lažje, da se lažje poglobiš tudi v zgodbe in da ti je pol malo bolj jasno, tako. Ja, točno to je. Ne smemo pozabiti, da gre vendarle za fikcijo, kjer pač ne rabijo biti nujno vsi podatki 100% resnični, čeprav je pa, kot sem rekla, torej zelo objektivno, vsaj meni se je tako zdelo, podata oba avtorja svoj pogled na to dogajanje, ne, zato ker sploh pri Kocbeku, s tem se zelo strinjam, ko ste omenili, da je pač on res živel v tem času in Kocbek je tudi sam sodeloval pri narodno-osvobodilnem boju nekaj časa, tako da
Ja, je pa tukaj mogoče pol neka nevarnost, da bi on bolj čustveno gledal na to, ker Jančar je vendarle pisal ta roman potem, 30 let, ne še več, 70 let po drugi svetovni vojni, a ne. Tako da je nekako lahko malo bolj mogoče z neke razdalje gledal na vse to. Ampak ja, no, je torej ni neke idealizacije tega narodno-osvobodilnega boja. Je pa Kocbek torej prvi, ki je začel s tem, zaradi česar je potem bil tudi preganjen, ne. Zdaj, en motiv, ki je povezan s tem, je motiv izdaje in je tudi se pojavi v obeh literarnih delih. Zdaj, za katero novelo bi vidve rekli, da je to osrednji motiv? V drugi, večinoma, po mojem, tako. Ker se dejansko vrti samo okrog tega, ne, kako je Štefan izdajavec in kako ga mora Damjan likvidirati. Se mi zdi, da se tukaj res samo okrog tega vrti, ampak je pa motiv izdaje oziroma izdajstva je pa definitivno povsod, no, tudi v romanu in v novelah, tako. Ja, meni se tudi v bistvu zdi pol v tejle Črni orhideji tudi izpostavljen ful, namreč ta Katarina naj bi v bistvu izdala, torej svoj narod, a ne, ker ona v bistvu je bila skupaj s tistim Nemci je bil, a ne. In ja, s tem v bistvu se mi zdi pa tudi, dejansko je bila tudi povezana pol tudi druga novela, a ne, torej Ogenj, tretja novela, Ogenj, ke je pa v bistvu pač govorila o tem, kako je Tone naj bi izdal torej tuj narod, kar pa pač se tudi meni zdi in tudi tako je bilo nekako pol noter povzeti, da tujega naroda ne moreš v bistvu izdati, a ne. Torej Italijane, Okej, kaj pa v Jančarjevem romanu, preko katerega lika se mogoče najbolj izrazi to neko izdajstvo? Ja, v bistvu v tistem delu, ko pač tisto poglavje, ko govori o Valentinu, ne, se pravi, ko gre on nazaj med partizane na Pohorje, in je v bistvu zdaj na čelu tega je borben in v bistvu on, kakor ste že prej omenili, tako čisto paranoično, v bistvu išče tukaj, če je kakšen izdajalec oziroma kdo je izdajalec, in gre tudi v neke skrajne, tako, išče skrajne rešitve, no, tudi pač ubije, in pretepa tam vse v bistvu, ke so prišli mu pomagati rešiti dejansko Slovence. Ja, meni se je zdelo najhujše to v bistvu, ke nima nekih dejanskih dokazov, ampak je v bistvu vse delal na neko 100% sigurnost in je tudi dejansko veliko nedolžnih on ubil, a ne. Ja, s tega vidika bi lahko Borvena primerjali tudi z Ludwigom, a ne, ki bi pa lahko ga označili nekako za izdajalca svoje domovine. To je mogoče zdaj malo prehud izraz, a ne, ampak vseeno on je s tem, pač je bil en Nemškur, a ne, to se pravi, da se je zavzemal za to, da bi Spodnja Štajerska prišla tudi pod Nemčijo, a ne. In si je konec koncev tudi preimenoval v nemško verzijo svojega imena, a ne. Okej, a bi še kaj dodali tukaj? Okej, potem pa gremo na eno malo bolj optimistično temo, in sicer to je umetnost. Zato ker umetnost v obeh delih služi v bistvu kot neki močen kontrast vojni, a ne. Da pogosto ima mogoče celo neko katarzično vlogo, a ne, ki presega to kruto resničnost, ki je v ospredju v romanih, in predvsem v Jančarjevem romanu sta z njo zaznamovana predvsem ta predvojni in pa povojni čas. V Kocbekovih novelah je pa tudi eden od motivov v času vojne predvsem pride do izraza v noveli Temna stran meseca. Tako da se bomo zdaj predvsem posvetile torej Jančarjevemu romanu pa tej noveli. Tako da zdaj me zanima, v kolikšni meri bi rekli, da je zastopana umetnost, predvsem torej v teh dveh delih, in pa kakšna je njena vloga, kakšen vpliv ima recimo na literarne junake. Ja, jaz bi nekako rekla, da je lahko v bistvu imela vlogo nekakšnega v bistvu bega, v bistvu pred realnostjo. Posamezniki so se v bistvu lahko zatekli v torej pisanje oziroma nekako branje teh pesmi, da so nekako malo pozabili na realnost.
Ja, recimo, če izpostavim tukaj Devina, on je bil v bistvu tudi lirik, oziroma pač zelo tak nežen lirik, v bistvu pa oster mislec. On je v bistvu zelo oboževal Rilkeja, tudi v bistvu v knjigi mislim, v noveli je predstavljena v bistvu ta pesem Panter, ki jo je v bistvu bral in v bistvu ta prvoosebni pripovedovalec, ko je to poslušal, se je v bistvu ob tem nekako zavedel, da te njegove ujetosti v tistem bunkerju, ki je bil in je v bistvu tudi zelo rad poslušal to in mu je bilo zelo tako presenetljivo, no. Ja, pa ja, tukaj je tudi, tukaj je tudi zanimiva ta izbira pesmi, a ne, torej ta Rilkejev Panter, saj verjetno, a jo poznate? ja, prebrali smo jo med poukom vmes, ko smo novelo delali. Okay, super. Ja, ne, to je tudi pač konec koncev tudi ta pesem govori o ujetosti, a ne, tega panterja. Tako da se mi je zdela super ta primerjava, ki si izpostavila. Evo, zdaj pa Ema, sorry, ker sem te prekinila prej. Ja, ne, jaz bi v bistvu tudi rekla, da je v bistvu vloga umetnosti, še ne samo tako, pač ja, v bistvu v noveli in v noveli predvsem kot tako neka sprostitev in tako, da se malo preusmerijo misli. Lahko pa v bistvu tudi na primeru Sonje, ko ona v bistvu prebere tisto pesem v knjigarni, pride do pač nekega spoznanja, ne. Ona prebere pesem Ne pojdeva več skupaj in v bistvu se mi zdi, da pride takrat nekako do spoznanja, da se z Valentinom dejansko ne bosta šla več skupaj, ne. Ker tukaj prav, da v bistvu vse se utrudi in ljubezen tudi, tako zaradi tega. Ja, da v bistvu je ne pomirja ta pesem, ampak jo nekako bolj tako spomni na te njene rane, ki so v bistvu vojne prinesle, a ne. Ja, pa tukaj je zelo očitno imela ta Byronova pesem na Sonjo res en močen vpliv, ne, nek močen vtis je pustila, ker potem tudi Jančar pripovedovalec izpostavi, da Sonja potem ne prebere nobene pesmi več, a ne, niti teh ljubezenskih pisem in teh ljubezenskih verzov, ki sta si jih pošiljala z Valentinom. Ker zdaj recimo, če se zdaj še malo posvetimo Valentinu, on pa potem tudi v starih letih, a ne, pogosto prebira ta Sonjina pisma, ne, torej vse, kar sta si pošiljala, pač, ko sta bila mlada in še srečno zaljubljena. Tako da bi lahko rekli, da ima umetnost tudi neko vlogo reminiscenca, ne, to se pravi, da se preko nje liki vračajo v preteklost, se spominjajo svoje mladosti, pa ja, kakor sta prej izpostavili, torej bežijo pred resničnostjo, ne, z njeno pomočjo. Ja, zdaj v tej noveli Temna stran meseca pa je umetnost predvsem neka uteha, a bi se strinjali torej, da recimo se k umetnosti zatekajo pač zato, ker so tam ujeti, ker nimajo boljšega za početi, a ne, poleg tega, da kujejo to akcijo, pa hkrati mogoče ja, tudi pač bežijo pred vojno. Ja, sigurno, ja. Pa tudi recimo meni je bilo dosti tako smešen, ker sem v bistvu prebrala, da je v bistvu pol ta prvoosebni pripovedovalec, ki je v bistvu ostal sam v enem bunkerju, ker so pač to hišo potem pač prevzeli Nemci, je v bistvu on, ki je pač iskal ta izhod, je prišel do tega, so v bistvu imeli shranjene knjige in je našel Martina Krpana in je v bistvu kljub tem grozotam, ki so se dogajale, kljub temu, da je bil on ujet, si vzel ta čas, da je prebral to knjigo, a ne. In meni se to zdelo dosti tako smešno, no, tako. Mogoče celo malo neprimerno za takrat. Ja, res je, je kar zanimivo, da je v tem afektu, res v tej hudi paniki, ki jo je takrat občutil, šel brati neko slovensko humoresko, ne. Je pa, ima ta Martin Krpan tukaj še neko drugo vlogo, ne, zdaj, meni se je zdelo, da mu je ta povest vlila neki pogum, da je potem, ko je on to prebral, izvedel do konca ta svoj namen, ne, torej je uspel pobegniti. Ja, zakaj pa mislim, da če grem nazaj na Sonjo, da jo je privlačila ravno ta Byronova pesem, ne, ker ona je konec koncev pač prišla v tisto knjigarno, zato da bi poslušala Jančarja, ne, torej mladega slovenskega pisatelja,
ki je prišel predstavljati svoje novo delo, torej gre za roman Severni sij. Zakaj bi rekli, da je Sonja ravno to pesem prebrala, da je se tukaj ustavila in da so dali potem te verzi tudi naslov romana? Ja, mogoče zaradi tega ali zaradi tega teh vojnih okoliščin in kako se je vse razpletlo med njo pa Valentinom. Me je mogoče tako malo naslov privlačil, ne, ta ne pojdeva več skupaj. In potem, ko je prebrala, v bistvu je verjetno to toliko zadel, oziroma prizadelno in se je zelo poistovetila s tem in z naslovom in dejansko pač z vsebino pesmi. Ja, meni se tudi dosti zdi to prav, ja. Ok, zdaj pa še malo aktualizacije spet. Kakšna se vam pa zdi pa vloga poezije danes? Zdaj, a se sploh srečujete kaj s poezijo zunaj učilnic? Ja, meni se zdi, da večinoma ne, no, da je dejansko izgubila dosti pomena. Zdaj jaz, pa se mi zdi, da tudi večina ostalih mladostnikov ima z njo stik večinoma samo v šoli. Ja, mogoče, če obstaja še kdo od mladih, ki se slučajno ukvarja s tem ali pa ga to zelo zanima, verjetno ja, pač vzame kakšno poezijo, tako da jo roke pa jo prebere ali pa celo napiše mogoče, ampak ja, velika večina pa definitivno samo v šoli. Pa bi rekli, da obstaja nekaj, kar je mogoče nadomestilo to funkcijo, ki je imela poezija takrat, zdaj tukaj ciljam predvsem na ta ljubezenska pisma pa verze, ki sta si jih pošiljala Sonja pa Valentin. Ja, jaz bi sigurno rekla, da so to v bistvu nekako prevzeli lahko tudi telefoni. Nekako zelo lažje tudi komunicirati prek tega. V bistvu ti ne rabiš več te poezije, tako kot so oni nekako takrat v vojni bežali od te realnosti, a ne, so v bistvu pisali oziroma pač poslušali, brali pesmi. Danes se mi zdi, da se nekako večina ljudi umika realnosti pa s temi telefoni in z pač socialnimi omrežji na splošno. Ja, pa se mi zdi, da tako zdaj, ker je pač toliko tehnologija tudi napredna, da dejansko noben naš drugega več ne uporablja in s temi telefoni smo dejansko skozi konstantno v stiku en z drugim. In pač ni več sploh potrebe po neki niti poeziji, niti ljubezenskih pismih, ker se dejansko pač vse gre prek telefonov, no, tako. Ja, res je, ja. Ok, zdaj pa, če ostanemo še na tej temi Sonje in Valentina, se bomo malo pogovarjali o ljubezni v obeh delih. Zdaj, kakšna bi rekli, da je vloga ljubezni v Jančarjevem romanu, a je postavljena v ospredje, ker pač je tudi v naslovu, a ne, torej in ljubezen tudi, ali gre bolj za nekaj, kar je mogoče malo potisnjeno v ozadje zaradi zgodovinskih okoliščin, zaradi vojne. Ja, jaz bi sigurno rekla, da v bistvu ljubezen je imela velik pomen v tem romanu. Tudi pač Sonja in Valentin sta bila res zaljubljena, skupaj sta se imela v bistvu zelo dobro. Ampak da je v bistvu bila vojna edina stvar, ki je premagala to ljubezen. Da v bistvu nič drugega ne bi mogli tako pač vplivati na to, kakor vojna. To pa jim je dejansko v bistvu onemogočilo, da bi one dva ostala skupaj srečna. Torej potem ne bi rekla, da Jančar verjame v neko romantično idejo večne, vsemogočne ljubezni? Jaz bi rekla, da ne, no. Da v bistvu, torej, kakor je v tem primeru bila ja vojna, da še vedno lahko nekaj ustavi to. A bi mogoče rekli tukaj, da je izpostavljen tudi ta drug vidik ljubezni, ne? Zdaj, kako ljubezen lahko postane neka uničujoča sila zaradi vojnih okoliščin, ne? Zdaj tukaj se nanašam na Ludvika, ki je težko bi rekli, da ravno iz ljubezni pač storil Sonji to, kar je storil, ampak bila je ta neka privlačnost, neka ta, ne vem, mogoče nek erotični vzgib, zaradi česar je potem Sonjo tudi poslal v taborišče posledično, ne.
Ja, mislim, meni se zdi, da tukaj je v bistvu on to bolj naredil iz nekega sramu, ker pač on ni bil sposoben speljati tega pač odnosa, kot si ga je zamislil. V bistvu okrivi njo in on pač ima neko predstavo, da ga je ona njega osramotila in ga je spravila v zadrego, tako nasplošno. In da on v bistvu tako, ne da je to naredil iz ljubezni, ampak dejansko iz sramu in ne vem, mogoče je imel sam do sebe, ne vem, je izgubil malo spoštovanja, tudi mogoče, no. In to moškost, ali kako bi se temu rekli. Ampak ne vem, če bi lahko pri njemu govorili o ljubezni, ampak bolj tako po nekem poželenju, ker je bil dejansko sam in še vedno živi pač z mamo. Ne. Se strinjam, ja. Kaj pa potem glede njegovega odnosa s Katico, a bi tukaj lahko mogoče bolj govorili o ljubezni? Mislim, ne vem, če ne liho ljubezni, ampak tako, ne, tukaj on dejansko, vsaj, kakor sem jaz razumela, je on njo nekako malo zmanipuliral za svoje dobro, ker je mogel sebe rešiti in ker je bil v tem primeru pač on žrtev, ne, ker ni bil več on na vrhu te verige, ampak dejansko na dnu, ko je pobegnil iz Šterntalja. Ampak ne vem, mislim, Katica je definitivno razvila neka čustva do njega, še posebej zaradi tega, ker so ji moža ustrelili. Ampak Ludvik pa se mi zdi, da ne, no, zaradi tega, ker, ja, no, kot si sem rekla že, da v bistvu je tako zmanipuliral nekako za svoje dobro in je spet poskrbel sam zase v tem primeru. Ja, meni se tudi zdi, da je v bistvu on to delal nekako iz svoje koristi. Katica je v bistvu bila že preden je v bistvu njega spoznala, je bila zelo osamljena in je v bistvu na nek način tudi pasala ta družba, in ji je bilo pač dosti všeč z njim, ampak ja, se mi zdi, da je on to delal zgolj iz tako koristi, no. Ne moremo reči, da mu ni bilo biti dober z njo, ker sta pač še vedno bila tako, tudi na nek način sta se dobro razumela, ampak ja, je videl to, kaj lahko on iz tega dobi, da je v bistvu prijazen do nje. In spet je torej izkoristil svoj položaj, ne, sam da tokrat ne tega svojega položaja iz moči, ne, tako dobro si rekla, da je bil na vrhu piramide, ne, oziroma na vrhu te verige, zdaj je pa izkoristil svoj položaj žrtve, ne, torej kot nek nebogljen ranjenec, ki ga je pač Katica dobrosrčna, kot je, ne, in pač ni preostalo drugega, kakor da mu pomaga. Ok, zdaj pa še o Kozbekovih novelah, kako je pa ljubezen tukaj zastopana, predstavljena, tukaj mogoče tudi, če primerjamo z Jančarjevim romanom, niso ženski liki tako v ospredju, ne, imamo v resnici samo Katarino v noveli Črna orhideja, pa še sestro Ano v noveli Ogenj, ampak ona je res nek stranski lik. Ja, v bistvu pač ta Katarina v Črni orhideji je v bistvu, ko je prišla med te partizane, tam, ko je v bistvu Gregorjo ujel na nek način, je pri njih vzbudila, ona je bila tam edina ženska, vsaj predvidevamo, da je bila lahko edina ženska in to so bili tako še vedno nekako mladi fantje, ki so živeli v vojni. In meni se zdi, da v bistvu vojna, tudi če je dejanska vojna, ne prepreči te ljubezenske možnosti, a ne. Oni so še vedno teh čustva, so še vedno imeli, kljub vsem tem izrednim razmeram, a ne. In ja, mi je bila tudi Katarina vsem všeč, so se kar zaljubili v njo, se mi zdi. Ok, pa a se... Ja, definitivno pa tudi sorry, mislim, da je malo zaštekalo. A bi še enkrat ponovila to, prosim? Jaz. Ja. Ja, ok. Ja, mislim, definitivno se strinjam z Zalo, da je pač tukaj zastopana dejansko samo pač v Črni orhideji s Katarino in s tem, da se dejansko cel bataljon pač vanjo zaljubi, še vedno je tudi tako, ne, isto, kot je Zala rekla, tudi če je vojna, še vedno je ljubezen, še vedno ima človek pač potrebo po bližini in po pač sočloveku, ker mislim, saj smo družabna bitja, smo in nismo pač namenjeni temu, da bi bili sami, da bi bili neki samotarji. Tako da, mislim pa mogoče jih je tudi tako njena prisotnost spomnila, če so imeli kakšne sestre ali pa mame, ker je bila pač neka taka ženska energija tam in pač, ja, tako no.
Ja, so rabili takrat neko toplino, se mi zdi, ženske. Kako pa razumete to, da se je kar cel bataljon zaljubil v Katarino? Ker recimo jaz sem to brala kot malo razvrednotenje ljubezni, a ne? Ker so bili kar vsi potem zaljubljeni v Katarino in tudi Gregor, brez da bi jo sploh spoznala, ne? Mislim, Katarina ni zares prišla do besede tam, ampak so se samo zaljubili v njeno podobo. Verjetno jih je res spomnila na neke predvojne čase, ne, kot ste rekli, ampak vseeno je tako malo, ne vem, malo nenavadno se zdi, mogoče malo idealizirano celo. Ja, sigurno, ja. Da je v bistvu prišla edina ženska in da so kar vsi bili kar tako zanimivo. Ja, pa verjetno se to pač tudi navezuje na pač pomanjkanje stikov pač z drugim spolom, ne, če pač so bili tam sami fantje. In pol ona je bila pa tudi nekaj novega, nekaj zanimivega in verjetno je bilo tudi tako malo zaradi tega, no. A kako pa razumete konec novele, ker to je tak kar spektakularen konec, no, ke torej Gregor ubije s Katarino, jo je torej prisiljen likvidirati, in to v poročni obleki, a ne, tako da mnogi potem to razlagajo kot neko simbolno poroko med Gregorjem pa Katarino. A ste vi tudi na tak način razlagali v šoli? Ja, mi smo v bistvu poudarili, da bi mogoče to bilo lahko celo malo groteskno, malo v bistvu smešno pa tako resno hkrati, a ne, ker v bistvu želja, da je ona vedela, da bo umrla in da si je v bistvu želela umreti v poročni obleki, je tako, meni se zdi, da zelo nenavadno, no. Ja, hkrati se mi zdi malo smešno, ampak smrt je pa še vedno seveda žalostna, a ne. Ja, pa mogoče tudi tako, mi smo tudi malo iz tega izhajali, da je ona mogoče hotela tako malo slabo vest vzbuditi v pač vojakih, da je umrla dejansko preden se je lahko poročila, a ne, tako na ta način. In da ko so jo videli pač v tej poročni obleki, da se jim je hotela mogoče malo zasmiliti na tak način. Ja, ker tudi ona jim Kar povej, sorry. ja, da jim v bistvu ni nikoli priznala njene krivde, a ne, ona nikoli ni hotela direktno povedati, a je bilo res, da jih je ona hotela izdati, ali to ni bilo res, tako da v bistvu oni niso niti vedeli, ali je bila njena smrt upravičena ali ne, a ne. Ja, res je tak skrivnosten lik. Pa če se mogoče še malo ustavimo pri Katarini, kaj pa njena stran, a ne? Zdaj, ker ves čas smo izpostavljali zdaj, kako se je cel bataljon zaljubil vanjo, pa kako se je Gregor pač zaljubil v Katarino. Kaj pa Katarina, a bi rekli, da je ona vračala ljubezen Gregorju, ker konec koncev so ji ravno ubili tega zaročenca, a ne? Ja, meni se mi je sigurno zdelo na momente, da ja, a ne. Sicer enkrat, mislim, proti začetku, ko sta hodila do tega do partizanov, pa je v bistvu ona njemu celo rekla: "Ti si grozen človek," a ne. Da v bistvu partizani ne vejo, kaj delajo točno, a ne. Tako da ja, na neki način se mi zdi, da mu je sigurno dajala to neko ljubezen nazaj, neko bližino. Ni ga zavračala, no. Ja, mislim, definitivno vsaj tako neko pozornost, ke je prejela, je malo vrnila, a ne, tako bolj na tak način. No, pa če se navežem zdaj še na to temo, a bi rekli, da so ženski liki sicer enako zastopani kot moški, a ne? Ker zdaj prej smo že omenili, da v Kozjekovih novelah skorajda ni ženskih likov, a ne, ampak vseeno, recimo, da je pač Katarina v ospredju v tej zadnji noveli. Kaj pa v Jančarjevem romanu imamo torej Sonjo in pa Katico, pa potem recimo še tisto šlezijsko zdravnico Inge, ki je tudi zelo pomembna za Sonjino usodo. Ampak vseeno, ne vem, meni se je zdelo, da čeprav je Sonja prvi lik, ki ga spoznamo, pa čeprav je nekako v ospredju vsaj na začetku, je potem več pozornosti ali pa mogoče se malo bolj posveča potem Ludvigovi zgodbi pa Valentinovi. Ja, meni se sigurno zdi, da imajo ženske drugačne vloge. Meni bo najbolj zanimiv tak v bistvu motiv Katice, ke je tako recimo kot ženska, da more kuhati, a ne, v tem smislu je tudi ona, ko je nekako Ludvik prišel do nje, a ne, mu je ona šla po, mislim, da jetrca,
da mu jih je v bistvu pol skuhala, tudi nekako ta motiv se mi je zdel dosti tak izrazit glede ženske vloge. Pa nasplošno so se mi zdele tako ženske malo njihove vloge podrejene v bistvu moškim. One so nekako delale na povelje moških, tudi Sonja recimo, ki je pač spolu bila kot prostitutka, ne, seveda to ni bilo na njeno željo, moški so jo tam dejansko izkoriščali za njihove potrebe, a ne. Ja, mislim, definitivno so moški bolj zastopani. Predvidevam, da že samo zaradi tega, ker je vojna in so pač bili moški takrat vpoklicani v vojno. Ampak da pa so ženske tako dosti stereotipno predstavljene. Ne vem, Sonja je lepa, Katarina je lepa, vse tako izražajo neko to lepoto in pač ženskost, Katica je pa stereotipna, točno tako, kot je Zala rekla, na nek tak gospodinjski, tak materinski način, no. Tudi iz tega vidika, kako ona skrbi potem za Ludvika, ne, da je v bistvu to nek tak malo materinski čut, mogoče tukaj malo ven udaril, ampak ja, definitivno pa so tudi tako take stereotipi, se kažejo ven. Ja, se strinjam, da so kar stereotipno predstavljene. Je pa tukaj mogoče pomembno, da izpostavimo še kontekst, ne, to se pravi, obe deli sta pač postavljeni v 40., 50. leta prejšnjega stoletja in tukaj je pač bila vloga ženske še zelo taka ne emancipirana, zares ne, še zelo stereotipna, tako da mogoče ne smemo biti preveč kritični tukaj. Mogoče še malo Katarini, a bi rekli, da je bolj pasivna, da je res v ospredju sam ta neka njena lepota, privlačnost, skrivnostnost? Ja, mislim, meni se sigurno zdi, da je ona več ali manj bila v tisti vlogi, ja, bolj pasivna, a ne. Torej ja, ta njena lepota je bila izpostavljena, njena privlačnost. Ne zdi se mi, da je imela neko ful aktivno vlogo, no. Sicer se je veliko pač vrtelo vse okoli nje, ampak ja, se mi ne zdi, da bi tako ful aktivna. Ja, mislim, ja, saj tukaj se pač poudarja se vedno cel čas, koliko je ona lepa in privlačna, mislim, cel bataljon naj bi se zaljubil vanjo, ja, in tako pač. Ne vem, se mi zdi, da je tako, kot je Zala rekla, da nima neke aktivne vloge skozi novelo. Pa a sta se lahko poistovetile s kakšnim odlikom, no, ali pa mogoče poistovetiti se malo huda beseda glede na okoliščine romana, ampak a vam je bil kakšen od ženskih likov blizu? Ja, mislim, jaz bi težko rekla, da je bil kakšen tako blizu, kakor ste že sami rekli, tako zaradi samih okoliščin, no, in kako je bilo pač vse to predstavljeno v delih. Ampak mogoče, če bi pa mogla eno izbrati, pa Sonja, zaradi tega, ker je pač študentka, a ne, študira oziroma je študirala. Pa ja, zaradi tega, ker ima pač tudi nek ljubezenski interes oziroma pač ljubezensko razmerje z Valentinom, ne, pa se mi zdi, da so pač v naših letih, da je to v bistvu tako najbolj, da se najbolj razvija in da so najbolj pogoste tako te stvari. Ja, jaz se tudi dosti strinjam s tem. Mislim, jaz se nekako zelo težko se je vživeti v vlogo, ko je živela v tistih izrednih razmerah, a ne, ker si niti jaz sama ne predstavljam, kako bi na določene situacije reagirala. Sigurno se mi je pa nekako zdelo podobno, pač sebe primerjam s Sonjo s tem, ko je v bistvu veliko storila za Valentina, bila je v bistvu pripravljena nekako tudi sebe žrtvovati za njega. In se mi zdi, ja, da v bistvu s tem dogodkom se dosti lahko poistovetim, da v bistvu za ljudi, ki mi tako pomenijo dosti, a ne, sem pripravljena veliko narediti. Okej. Mogoče tukaj samo še to izpostavim, ne. Sonja je v bistvu pred njo je res vojna zelo močno zaznamovala, ne, ker pač je študirala medicino, to tudi je kar velik dosežek za pač ta čas, bi jaz rekla, no. Okej, zdaj smo pa že zelo na koncu tega današnjega pogovora, pa bi mogoče malo
tako nasploh primerjali Jančarjev roman pa novele, a bi izpostavili kakšno od novel, ki se vam zdi glede česarkoli podobna Jančarjevemu romanu? Mislim, meni se zdi ta motiv ljubezni, torej Katarine pa Gregorja z Sonjo pa Valentinom, a ne. To se mi v bistvu zdi tak dosti podoben motiv. Na splošno pa veliko se je govorilo v izdaji, to je zelo primerja v bistvu večina novel, pa tudi ta roman, a ne. Ja, mislim, se mi zdi, da je pač glede te ljubezni in to, ne, da je pač definitivno Črna orhideja tukaj v ospredju in da se najlažje lahko mogoče primerja z romanom, ker pač v nobeni drugi ni dejansko neke te ljubezenske teme, ne, roman ima pa v bistvu ljubezen že v naslovu in se mi zdi, da se, ja, pač res najlažje bi se lahko Črna orhideja primerjala zraven, tako. Katero od novel vam je bilo pa najbolj všeč? Je Črna orhideja. Ja, meni tudi pa Blažena krivda, no, te dve sta se mi zdeli tako najlažji za brati. A sta imeli drugače kaj težav z branjem teh Kocvekovih novel, zato ker jaz moram priznati, da sem se rabila kar zelo osredotočiti, ko sem to brala. Ja, tako prva novela še posebej, ker je tako, se mi zdi, da na začetku sploh zelo nejasno, ne, pač kdo je sploh ta prvoosebni pripovedovalec in kaj se sploh dogaja. Tako da ja, moraš biti, se mi zdi, da kar zbran, no, pri branju. Ja, sigurno, ja, roman je bilo meni veliko lažje brati. Sem bolj razumela vsebino. Ja, tukaj pri Kocveku je mogoče najbolj zahtevno to filozofsko ozadje personalizma pa eksistencializma, ne, ker se mi zdi, da pri Jančarju vseeno tega ni, ne, oziroma ne pride toliko do izraza. Okej, a imate mogoče še kakšno misel za konec? A pa ju skrbi drugače maturitetni esej? Mislim, jaz sem definitivno živčna, tako da ja, tako zanima me, kaj bo v bistvu tako navodilo in vse, ker se mi zdi, da je na tej točki lahko res karkoli, no, tako. Ja, še posebej pa, ker mislim, da je tam 60% slovenščine vreden esej, a ne, in se boš v bistvu v onem momentu, ko boš mogel to pisati, boš mogel biti res zbran, dobro boš mogel znati vsebino in vse to in ja, se bomo še kar pripravljali, no. Se mi zdi, da... Ja, pa še problem je, ker ni dejansko samo vsebina, ne, ampak moraš razumeti tudi to idejno in tematsko ozadje in je tako kar obsežno je vse skupaj, no. Sploh pa, ke so tako 4 novele pa še roman, veliko likov, imen, dogodkov, ke jih moraš tako kar dobro poznati, a ne. Ja, res je, ja. Polovica ocene je pri slovenščini, pa kakor si rekla, ja, 5 zgodb v bistvu rabite poznati, ampak saj zato se pa pripravljate celo leto na to, tako da jaz mislim, da vama bo šlo super, vsaj po temle pogovoru sodeč. Okej, najlepša hvala za sodelovanje. Jaz upam, da sta vidve kaj odnesli od tega in pa tudi kdorkoli to gleda, da mu bo kaj pomagalo pri pripravi na esej. Sicer pa veliko sreče pa hvala, res. Ja, hvala vam za povabilo pa tudi tako za možnost, tako da ja, hvala. Ja, najlepša hvala.